Ste vedeli, da je lahko od zjutraj do večera v pasu 10 centimetrov razlike? No, danes bomo z vami delili nekaj nasvetov, tudi 3 recepte, kako se rešite napihnjenosti, ker včasih ugotovite, da niste debeli samo napihnjeni in ko date to pod kontrolo, se marsikaj zgodi. Tole je hormonska kuhinja in danes z mano ne boste verjeli, ujela sem ga unih par dni, ko je dejansko v Sloveniji. Iz Yummy Avantur ga poznate, Blaž, lepo pozdravljen, dobrodošel. Živijo, hvala. No, se ni to grozno. Saj nekaj sem v Sloveniji. Ja, tako, tak na par vsake dni. časa pridem malo pogledat. Ja, da zamenjaš prtljago. Tako operem cunje in pa gasa dalje. Pa gasa dalje. Ja, ok, super. No, ampak zdaj boš pa tukaj z mano reševal napihnjenost Slovenije. Tako je. A pa jaz zdaj se moram slikati, če se bom kaj slikal, kaj še jutro. Ne, ampak tudi ti, ko potuješ, pa drugačna hrana, nimaš nikoli težave z napihnjenostjo? Imam. Definitivno sploh tisto, ko si skozi v pogonu in pol malo cukra tam poješ, malo tizga tam poješ, nekaj na hiter, nič se ne usedeš, nič se ne ustaviš. Pa prigrizki, a ne? Prigrizki, a tisto, pa ful zraka poješ zraven, ko ješ, ker nekaj na hitro delaš in to se kar pozna pol. No, zaradi zraka glih nisi napihnjen, ampak okej. A ni to, nič ne vpliva? Ja, mislim, se vpliva, sam ne tukaj, kar mi mislimo, da smo zrak pojedla, ne? Dobar. Naše črevesje naredi določene zadeve in to vse skupaj napihne. In evo, tukaj je nekaj nasvetov in videli boste tudi vse te recepte. In greva midva s ta prvim, ljudje pa si lahko zberejo. Zdaj, skupni imenovalec vseh 3 je limona. Ok. Tako da limono bova rabila. Naj povem, da imamo tole čudovito, krasno in dih imajočo zelenjavo od Francija. Ti si jo šel iskat v Mengeš. Tako je, ja, že takoj, ko stopaš noter, je to polno ene zelenjave. Imamo vse od liofiliziranega do sveže zelenjave, sadja, diši noter, tako. Kar cela izkušnja, ko greš tja v trgovino. Pa Franci obvlada, ne? Ti je kaj povedal? Ja, velik, ja. Kar govori. No, evo, bravo. Evo, nareš mi tole, veš, koliko rabim? Zdaj za tale recepta prvi rabim 6 skodelic vode, ok? Zdaj, kar se tiče 5 rezin limone mi dej. Ti je kako narežem na kolobarje? Ja, rezin, kot rezine mi nareš. Krhle. 5 rezin limone torej, potem pa, kot vidite, bomo potrebovali tudi 3 vrečke zelenega čaja, torej čaj smo že tukaj naredili, in pa 2 kosa olupljenega svežega ingverja, narezanega na tanke rezine. Tudi limonino lupino bova rabila, tako da ne jo zdaj glih stran vršt, a ne? Ok. In pa 6 skodelic vode. Tako da jaz bom zdaj poskrbela za vodo, to je približno takole. Drugač pa, kad delate, kako je lepo pridišal, veš? A ne? To pa je res ta prava limona. Zdaj, to so napitki, ki si jih lahko naredite doma, zelo, zelo preprosto, sicer pa jaz osebno moram priznati, da sploh kadar sem na poti, pa da na hiter to rešim, jaz vzamem formulo za jetra in za črevesje, ker so noter kombinacije zelišč in pa trpoca in pa gline in tole mi noro pomaga. Imam fotke iz Egipta, kjer je pač taka hrana, kakršna je, in eni so mi enkrat rekli, da sem to sfejkala, da to sploh ni res, pa v bistvu je bilo kar... Aha, je realno. Ja, pa še kako realno. Ker sem zgledala, da sem 6 mesecev noseča. Mogoče bo režija pokazala sliko, čeprav moram reči, da ni to glih nekaj, kar bi si želela. Toliko hudo je bilo? Ja, ful. Zato, ker imajo tako, veš, pa sadje, pa vse ostalo. Ok, a začneva noter metati stvari. Ok, se pravi, kako? A tole rezine limone dejansko kar z olupkom vržava noter? Ja, kar z olupkom. Pa mava tudi tam, ker mava sicer tudi trakove limonine, tako da to sva zdaj zrihtala. Zdaj, kaj raba še? Raba ingver, tako, 6 skodelic vode mava, 3 vrečke zelenega čaja, zdaj tole čaj sva tudi že naredila, in pa jaz uporabljam ekološkega seveda, in pa kaj mava še? Sladkornega nadomestka, 1 žlica. Bo med? A boš dal med? Kaj pa če probava brez? Lahko tudi brez. Mislim, se take stvari so vedno limonada z ingverjem, zdrava zadeva. Kad ti kuhaš, a je to pomemben moment pri tebi, kad vidiš na receptu, da je cuker, pa ga zbereš, da ne? Ja, drugač veliko tudi sladic, kad delam, probam, da že recepti sami po sebi dajo ogromno količino sladkorja, noter, ne vem, če se peče piškote, če se peče kakšne druge stvari, to so take količine cukra, že če se sam zniža to za polovico, da se razpolovi, je to dost. Velikrat pa probam dati kakšne druge nadomestke, ali pa da sploh ne, naprimer z banano se lahko sladka, ali pa s kakšnim drugim sadjem, ali pa datli, ali pa kaj tasga, je to odlično za sladkanje takih stvari. Valjda.
Evo, mi pa ta čas pogledamo še kaj več o formuli za jetra in črevesje, če jo imate doma za napihnjenost, nujno uporabiti. Črevesje in jetra moramo razstrupljati, čistiti hkrati, sočasno. Na takšen način se potem poveča vsrkavanje snovi, torej celice se dejansko nasitijo. Okrepi se imunski sistem, zakrpajo se torej luknje v črevesju, napihnjenost, zaprtja, driske se dejansko poslovijo in tudi alergije se popravijo, hkrati pa tudi splošna stanja pri avtoimunskih bolezni. Čiščenje jeter in črevesja pa ni projekt enega tedna, temveč minimalno, poudarjam, minimalno 3 mesecev. Na spletni strani klepetobkavi.si najdete celoten protokol, navad, rutin v tem času, saj vam zgolj s kakšnim prehranskim dopolnilom ne bo uspelo. So pa vsekakor v veliko pomoč rastline ekološkega izvora in kombinacija, torej formule, ki na varen način razstrupijo črevesja in jetre. Torej lanena semena, indijski trpotec, kumina, koriander, origano, peteršilj, seveda vse ekološkega izvora. Lotite se razstrupljanja na varen način. Tukaj ni bližnjic in ni ekspresnih rešitev. Preverite celoten protokol razstrupljanja in jeter na klepetobkavi.si. Evo, krasno. Torej, ni nujno, da imate doma tako formulo, ki je že pripravljena, lahko si sami pripravite stvari proti napihnjenosti. Blaž, ti si mi zdaj tole pomagal, zdaj pa probi. No, da vidimo zdaj, kaj se ustvarila. Drugače diši ful lepo, res lepo diši. Tak, poskusi. Torej, zeleni čaj, ingver, limona, seveda pa imamo še ostalih nekaj receptov, kjer pa uporabite tudi kumaro. Ja, a nisi počakal, da nas zdravva? Ne, se ne bom nazaj ven. Čin, na zdravje. Ok, a ne? Ma ful osvežilno. Ja, meni se zdi, da si že, da te je že A je že, a ne? Da že kar malo... Zdaj grem lahko na fotoshooting, če ga rabim. Ja. Torej, kot ste slišali, 10 cm je lahko razlike med zjutraj pa med zvečer, odvisno od tega, kaj dejansko jemo. In kuhinja je prostor, kjer poskrbimo za svoje hormone. In kumara imaš rad? Ja, sam meni se pa po kumarah spahuje. A res? Zanimivo. Dajmo pogledati, kaj še lahko naredimo v svoji hormonski kuhinji proti napihnjenosti. Torej, imamo tale recept limona kumare. Torej, 8 skodelic vode, 2 tanko narezane kumare, torej 2 skodelici. To je lahko tudi ena velika kumara, pa bo ok. 2 majhni limoni, torej odstranjeni lupini, pa narezani na rezine. In pa mečken listov mete natrgane, kar jo lahko uporabite, če jo imate doma na svoji okenski polici. In pa še nasleden, tukaj boste pa zraven dodali kajenski poper in uporabili čudovita jabolka Granny Smith. In ta jabolka so res, sploh v kombinaciji z zeleno, zelo, zelo popularna. Kje pa jih imamo? Zeleno mava. Franc jih je ziher nekam dal. V tele prelepi zelenavi in sadju težko najdem. V kombinaciji tudi z Granny Smith, mogoče svojo pa že pojedla. Krasne zadeve, ki pomagajo, torej, drugač pa masaža, a ne? To so pa enkrat že trenirala, ne? Kako se to dela. Ja, se pravi v smeri, kakor gre, ne, prebava, pa vedno dol proti po črevesju, proti odprtini in pa spet okoli. Pa koliko pa močno pritiskava? Ja, kar pritisneva, kakor lahko. S tem se v bistvu tudi aktivira limfa. Dajva biti malo usklajena, tak? Ja. Sva trenirala. Trenirala, k aerobiko. Torej, zelo preprosto, predvsem pa zjutraj v posteli, da to naredite, boste videli, kako bo odlično uredilo tudi vašo prebavo in pa da ne boste imeli težave z napihnjenosti, ker zdaj je že cajt, ko se pa to vidi zaradi oblekc, ne? Oblekce pa poletje pride pa... Ja. Še kakšen nasvet na klepetobkavi.si poskrbite za to, da se boste počutili dobro, temu sledi tudi lepota.